Grožnja, da bi bil Izrael ponovno vpleten v vojno z Iranom, je mnoge Izraelce spravila v dvome. Kaj to pomeni za njihove počitnice in ali je sploh varno rezervirati let? No, brez skrbi. Izraelski varnostni organi pravijo, da imajo zdaj načrt, kako ohraniti delovanje letališča Ben Gurion tudi med raketnimi napadi in napadi z droni. Novi sistem vključuje IDF, zračno obrambo in civilne kontrolorje zračnega prometa v eno poveljniško mrežo, kar omogoča natančno določena časovna okna za vzlete in pristanke. To so odlične novice za El Al, Arkija in Izrael. Toda samo zato, ker lahko Izrael zgradi sistem in ohranja stezo pripravljeno, to še ne pomeni, da bodo tuje letalske družbe nujno zaupale tem varnostnim ukrepom in dejansko letele. Za več o tem se nam zdaj pridružuje Mark Feldman, direktor Zion Tours, ki se nam oglaša iz Jeruzalema. Mark, hvala, da ste z nami na i24 News. Praktično gledano, kako bi ti časovni okviri za vzlet in pristanek delovali, če bi, kot smo že videli, zaznali prihajajočo raketo, medtem ko se letalo že približuje letališču Ben Gurion. Ko preberemo nekaj, kar pravi edinstvene operativne zmogljivosti, povem, da sem vedno skeptičen. Očitno ne bodo mogli podrobneje razložiti, kaj s tem mislijo, ker nočejo, da bi Iranci to izkoristili. Očitno, če so rakete usmerjene na letališče Ben Gurion, ne vem, kako edinstveni so, razen če imamo vrsto sistemov železna kupola. Letališče je bilo zaprto 12 dni, ko so rakete zadele v bližini letališča Ben Gurion. Če se bog ne daj to zgodi ponovno, bo letališče zaprto. To je realnost. Dejstvo, da se trudijo, da ne bi naredili tega, kar so zadnjič, in omejili na 50 ali 100 ljudi, je dobro. In super je, da sodelujejo, da imamo pravočasne informacije. Ampak realnost je, da če bo letališče Ben Gurion zadeto, verjetno oblasti na letališču ne bodo dovolile ljudem, da gredo na letališče, da se prijavijo na let in ne bodo želele, da letala pristajajo. To je realnost. Kljub temu. Ja, kar nadaljujte, prosim. Mislim, ta sistem bo verjetno pomiril izraelske letalske družbe, kot smo jih videli pomirjene v preteklosti. Kaj oblasti počnejo, da bi prepričale tuje letalske prevoznike, nekatere med njimi še vedno odlašajo z vrnitvijo na Ben Gurion, kaj oblasti počnejo, da jih prepričajo, da je varno leteti? No, spet, niso samo letalske družbe, najprej so tu zavarovalnice. Če se vrnemo v vojno, se British Airways in United ne bosta vrnila. Drugič, tu so tudi posadke. Razlog, da se noben severnoameriški prevoznik ne vrača sem za jesen, je ta, da morajo posadke prenočiti v Tel Avivu. No, nočejo prenočiti, smo na vojnem območju in to se ne bo spremenilo. Imate 3 EŽI, Emirates, Etihad in Ethiopian, so stalno leteli sem, tako kot Arkija, Izrael in El Al. Ampak z vidika potrošnika ne kupujte vozovnic pri letalski družbi, ki danes tukaj ne leti. Možnost, da se bojo vrnili, dokler ne bo miru, je zelo, zelo majhna. Letalske družbe v bližini, LOT za Poljsko ali Aegean za Grčijo, lahko takoj ustavijo svoje polete. Ampak velika večina letalskih družb, ki se niso vrnile, se ne bodo vrnile. Zdaj, ko predsednik Združenih držav Amerike govori bojevito in daje te grožnje, ter govori o tem, da bi Iran spravil nazaj v kameno dobo, ni nobenega razloga, da bi se vrnil. Poleg tega, to je gospodarsko vprašanje. Ni tako, da bi veliko ameriških in britanskih turistov reklo, ja, pa idimo v Izrael. Smo v vojni. Vse je bilo povsod. Torej smo izgubili poletje, izgubili smo velike judovske praznike. Ljudje ne bodo prihajali sem za Sukot. Kristjani ne bodo prišli sem za praznik šatorov. Tako da dokler tukaj ne bo miru, večine tujih prevoznikov tukaj ne boste videli. Ne glede na to, ali imamo operacijo povezano z Iranom, z raketami in droni, ne bodo leteli sem sredi vojne. No. Če nadaljujem s tem, kakšen je bil glavni vpliv na turizem, ali smo začeli opažati rahlo okrevanje turizma, saj je Izrael dodal več letev z različnimi tujimi letalskimi prevozniki. Kaj bi še en krog pomenil za turistično industrijo? Turistična industrija je precej slaba. Imamo tako imenovane obiske družine in prijateljev. Nekdo, ki pride na obisk k vam in živi tukaj, prav? In imamo veliko političnih delegacij. Imamo skoraj vse ABC-je, APEC, kongresne delegacije, J Street, ki prihajajo sem. Da pridejo sem, poskušajo razumeti, kaj se dogaja, poskušajo videti, ko prihajajo volitve, s kom bi se morali srečati, kdo bo morda naslednjič v vladi. Ampak ne boste imeli običajnega počitniškega turizma. Prav. Število skupin programa Birdside se je zmanjšalo na majhno število. Ni cerkvenih skupin, ki bi prihajale, zelo malo je turističnih skupin. Križarke so se odpovedale Izraelu do 97. Torej je to žalostna realnost, s katero živimo že skoraj 3 leta. To ni lahek poklic. Večina turističnih vodnikov, ki jih poznam, je poskušala spremeniti, s čim se ukvarjajo. Restauracije, ki so bile odvisne od turizma, taksidži,
Vse te stvari so bile resno prizadete. In žal, verjetno se to v bližnji prihodnosti ne bo spremenilo. Torej, preden zaključimo, Mark, kakšno bi bilo vaše sporočilo za popotnike, tako Izraelce kot tujce v tem trenutku? Poglejte, najprej in predvsem ne paničarite. Ves čas dobivam klice in e-pošto. Misliš, da bo letališče ostalo odprto? Kaj se bo zgodilo? To so stvari, ki niso pod našim nadzorom. Načrtuj svoje potovanje. Izberi letalsko družbo, ki ji zaupaš. Zavedaj se, da če odpovejo, to ne bo konec sveta. V redu. Če moraš nekam priti zaradi poroke ali bog ne daj pogreba, vemo, da obstajajo alternative, bodi si prek Jordanije ali Egipta, kot smo storili mi pred samo nekaj meseci. Glavno je, da se preprosto ne rabiš sekirati. Ne moreš izgooglati Španca zaradi stvari, ki niso pod tvojim nadzorom. Ja, Prosim, potovanja Bog, naj ti to so uspe. stresna, dovolj je že brez teh zaprtij, se zdi, ampak imaš prav, ne skrbi za stvari, ki jih ne moreš nadzorovati. Všeč mi je to sporočilo, Mark, najlepša hvala, da ste bili z nami na E24 News. Ni za kaj.